Politika mačka med vrati je v bistvu razstava, ki je nastala potem, ko sem naredila že film Maček med vrati, ki se ukvarja z begunsko tematiko oziroma z odnosom Evropske unije do begunske krize. In z razstavo sem v bistvu to vprašanje, ki sem ga odprla z animacijo, razširila v prostor. Po eni strani, se pravi prostorsko, po drugi strani pa sem šla tudi v tematsko neko širše polje, kjer sem vključila poleg instalacije in elementov, ki izhajajo iz animacije, tudi pogovor z dvema strokovnjakinjama, ki poznata begunsko tematiko, in to sta Ajgul Hakimova, ki dela za Infokolpo organizacijo, in pa Marija Milharčič Hladnik, ki dela na ZRC SAZU. In sta se mi zdeli v bistvu zelo super sogovornici, povesta zelo zanimive stvari. Predvsem pa mi je bila dragocena izkušnja tudi ta, da ima recimo Ajgul neposredne izkušnje z begunci, ki so prišli k nam, in težavami, s katerimi so se spopadali, medtem ko Mira Milharčič Hladnik pozna pa situacijo Slovencev v preteklosti in sedanjosti v tujini, in se nekako v tem pogovoru z njimi prepletam, se pravi, situacijo teh beguncev, ki prihajajo k nam, z našimi izkušnjami Slovencev, ki so šli po svetu, in paralelami, ki jih je mnogo. Instalacija torej temelji na animiranem filmu, pa me seveda zanima, zakaj torej ravno ta medij, zakaj ste potrebovali torej ta medij za to sporočilo. Zdaj, jaz delam v različnih medijih in včasih se mi zgodi to, da dobim idejo, ki je že v mediju. In ta ideja, mislim, se ima več nekih začetkov, ampak eden od takih bolj močnih je bilo politično dogajanje v 2015-2016 in predvsem odziv tedanjega premierja Mira Cerarja, ki je na begunsko krizo, ki je v bistvu predlagal to, da je vsem večjim evropskim državam predlagal rešitev te begunske krize, ki je bila taka, da bi zaprli mejo v Makedoniji. Se pravi, rešil se bi tega problema na nečloveški način, tako da to vprašanje prestavi drugam in trpijo več ljudi, tako tisti, ki so južni del Evrope, ki sprejemajo begunce in tudi v bistvu najbolj poznajo in so tudi zaradi tega bolj sprejemljivi, in po drugi strani sebe olepšal, kot da je nekaj dobrega naredil, čeprav je to res otročja rešitev. No, in zakaj animacija potem naprej? Animacija je po eni strani dober kontrast, zaradi tega, ker jo imamo za nekaj lahkotnega, za otroke, zabavna, tudi ta ima ta pridih na začetku, jaz pa govorim o zelo resni temi in se mi zdi, da na ta način v bistvu presenetim nekako gledalca in gledalko, da vidi to tematiko nekako iz druge strani in da je presenečen, ker politike smo večinoma naveličani. Drugače pa ta proces izdelovanja animacije je precej kompleksen in tudi predvsem recimo zato ta moj način, ko se ukvarjam s družbeno-kritičnimi tematikami, z neko satiro, je precej težko, ker v prvi fazi recimo pišem scenarij in tam se zelo fokusiram na pomen, vzdušje, na sporočilnost. Potem pa pride ta zelo dolga faza animiranja, risanja in animiranja, in tam se moram ukvarjati, da imajo tista mačka dobro premaknjena nogo, ali je zadosti hitro premaknjena, ali je prepočasi, ali bi mogla tam malo počasneje teči, ali so vse 4 noge po tlehu v kakršnemkoli trenutku, ko teče, ali ne. Mislim, take zelo tehnične stvari, ki nimajo veze s to sporočilnostjo, in se potem moraš vračati nekako iz nekih takih zelo praktičnih problemov k večjemu vprašanju. Tako da je to
zelo zanimiv proces. Sicer nas je pa veliko, no, mislim veliko. Ne zelo veliko, ampak kar nekaj. No. Pri animiranem filmu je ponavadi kar nekaj sodelavcev. Pri meni nas je bilo 5 animatorjev, od tega smo bili 2 glavni animatorki. Jaz sem scenaristka in režiserka, narisala sem tudi te slike. Medtem ko recimo zadje je risala Julijana Božič. Recimo tudi sodelovali smo s hrvaškimi koproducenti, tako da 2 od animatork, ki ste največ stvari naredili, Kata Gugić in Ana Horvat, sta iz Hrvaške. Potem imamo pa še igralce, pa glasbenika, producente seveda, pa zvočnega tehnika in tako dalje. Kako človek razstavlja animiran film? Ja, jaz sem po mojem vseeno mal poseben primer, ker jaz izhajam iz vizualne umetnosti, se pravi, jaz sem začela v galerijskem prostoru, bi se tako reklo, predstavljati in se potem šla v film in se spet vrnila in se tako vračam oziroma skačem iz enega polja v drugega, tako da meni je to normalno, večini pa ne. Ampak jaz nisem vzela zdaj to razstavo kot samo nek dodatek tej animaciji, ampak je res razširitev. Neka druga polja še odpre in se mi zdi, da razstava je taka zelo drugačen, bolj demokratični medij mogoče, čeprav ga premalo ljudi izkorišča mogoče, ker ko gledaš film, je ponavadi tako oblikovan, da ga moraš gledati od začetka do konca in je zelo usmerjena tvoja pozornost. Medtem ko na razstavi pa ti nekako izbiraš, koliko časa boš pred enim videom, koliko pred drugim videom, koliko se boš posvetil nekemu predmetu v prostoru, od kje ga boš pogledal, a boš šel z nekom zraven in tako naprej. Je dosti bolj raznolika v bistvu ta izkušnja in tudi sam se dosti več odločaš, kako boš sprejemal nekatere zadeve. Bi pa ob tej priložnosti, ker vem, da je recimo to zelo težko na razstavah, ko so malo daljši videi. Moja animacija je 10 minut dolga, ta video pa recimo 20 minut dolg, ampak se mi zdi, da če si človek vzame čas, so res take dragocene stvari, da se res včasih splača malo več časa posedeti v galerijah na splošno.